Uporabne nastavitve, ki so še zelo dobrodošle pri urejanju videa, so naprimer, dajmo si izbrati kar en video posnetek, imamo možnost speed. Speed, normal ali pa curve. Curve ima različne možnosti, jaz bom tukaj zdaj pogledala samo normal. Ker sem to snemala v 60 frames per second, lahko podaljšam, torej ga lahko upočasnim na polovično hitrost, torej 0,5x, potrdim in če zdaj to pogledam, se zelo bolj počasi premika kamera. Naslednja stvar, možno je tudi pohitriti, to je sicer bolj uporabno, kadar imamo kakšne res dolge posnetke, mogoče smo snemali ljudi, ki se gibljajo, neko množico, avte, v tem primeru bi izbrali ravno tako speed, normal, ampak v tem primeru bi pohitrili. Kako lahko še drugače spreminjamo posnetke, torej kliknemo na nov posnetek in imamo nekje naprej, torej v tem spodnjem meniju, možnost stabilizacije, torej kliknemo stabilize in imamo možnost nič, minimalno cropping, to pomeni, da ga minimalno obreže. In če pogledamo, kako zdaj to zgleda, smo šli že malo prehitro naprej, je mogoče malo bolj umirilo roko, lahko tudi pri naslednjem poskusimo, ne? Tako obdeluje, kliknemo kljukico, pogledamo in je dosti bolj mirno, kot je bilo v začetku. Naslednja uporabna nastavitev je tudi urejanje videa, torej ponovno kliknemo na tisti posnetek, ki ga želimo urediti in poiščemo v spodnjem meniju Adjust, kjer imamo možnost spreminjanja kvalitete slike, tako kot pri fotografiji. Torej brightness v celoti vpliva na svetlost, kontrast nam poveča temne dele bolj temne, svetle bolj svetle, saturation nam torej naredi ali črno-belo ali pa zelo živo, tukaj bi jaz mu dala mogoče celo malo manj. Brilliance je tak kot en sijaj, sharpen nam naredi bolj ostro sliko, medtem ko HSL in Graphs bi zaenkrat preskočila, kliknemo kljukico in smo uredili tudi videz. To je možno prenesti tudi, torej če kliknem še enkrat na Adjust, lahko dam tudi Apply to All spodaj, to pomeni, da bojo vsi posnetki bili na enak način obdelani. Taka zanimiva funkcija je tudi Reverse. Poiščemo, torej vedno imamo izbran posnetek in poiščemo Reverse, je kar malce naprej. Če kliknem Reverse, mi bo posnetek prikazalo obrnjeno, torej v obratni smeri. Če sem snemala zdaj tukaj z leve proti desni, bo obrnjen posnetek šel iz desne proti levi. Dajmo si zdaj to pogledati, torej gre zdaj iz desne proti levi. Kaj bi bila še kakšna taka uporabna nastavitev? Torej, če si pogledamo spodaj, Transform zagotovo. Transform imamo možnost Mirror, tukaj nam pa zrcali levo in desno, kot pri fotografiji. In tudi tukaj imamo možnost Resize. Če smo snemali recimo v 4K, lahko tukaj potem si tudi povečamo, brez da bi izgubljali v kakršnokoli kakovost.